Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Torej, dokument, ki je danes pred nami, ki ga z ministrom predstavljava, ki govori o konkurenčnosti, o dosedanjem razvoju in pa ukrepih, ki bodo potrebni za naprej, je sestavljen iz dveh delov. Na začetku je najprej ta motivacijski del, ki je sestavljen iz kratkega pregleda stanja v Sloveniji. Podana je mednarodna primerjava, kjer se Slovenija uvršča po teh ključnih kazalnikih, s katerimi merimo konkurenčnost v primerjavi z članicami Evrske skupine oziroma Evropske unije. Potem so podane tudi ključne mednarodne primerjave, namreč obstaja kar nekaj institucij, nekaj agencij, ki naredijo pregled konkurenčnosti posameznih držav, te države rangirajo. In tudi iz tega je vidno, kaj smo v Sloveniji naredili oziroma kako uspešno smo se spopadali s konkurenčnostjo v preteklosti. Za potrebe tele predstavitve sem pripravil nekaj grafov, ki so na teh displejih. Če na začetku ponovim to, kar je verjetno že znano, da je bil padec v času gospodarske krize v Sloveniji med večjimi v skupini EU27 in tudi to okrevanje, ki smo mu sedaj priča, ki je sicer na poti, je počasnejše kot v državah, s katerimi se najpogosteje primerjamo oziroma v državah, s katerimi tekmujemo na mednarodnem trgu. Druga stvar, ki je v bistvu v ozadju takšnih dogajanj, je poleg tega, da je seveda celotni razviti svet zajela gospodarska in finančna kriza, pa so nekateri dejavniki, ki so precej interne narave, torej naši slovenski problemi, ki so dodatno potenciirali ta padec oziroma ki se taj zavira hitrejše okrevanje. Tukaj bi na prvem mestu mogoče omenil to, da je gospodarska rast, ki smo jo priča, to okrevanje, ki smo jo priča sedaj, da je spodbujeno predvsem z mednarodnimi dejavniki oziroma z dvigom tujega povpraševanja in tukaj je slovenski izvoz tisti dejavnik, ki nam v tem trenutku praktično generira celotno gospodarsko rast. Vendar, če gremo pogledati v strukturo tega izvoza, kaj izvažamo, potem ugotovimo, da ima tudi tukaj Slovenija nekatere strukturne probleme, predvsem delež teh proizvodov, ki jih izvažamo in ki so visoko tehnološko zahtevni, torej ki v ozadju katerih je najvišja dodana vrednost in pa potem tudi seveda največji prilivi v Sloveniji zaostaja. Če se primerjamo s povprečjem Evropske unije, potem zaostajamo za približno tretjino po tem deležu. Iz slike pa zelo jasno, da imamo nekatere države, kjer je pa ta delež neprimerno večji v Sloveniji, nekajkrat večji kot je v Sloveniji. Druga stvar, ki zavira hitrejše okrevanje slovenskega gospodarstva, je zaostajanje s produktivnostjo. Če pogledamo posamezne panoge slovenskega gospodarstva in jih razdelimo na visoko tehnološko zahtevne, srednje tehnološko zahtevne in tudi nizko tehnološko zahtevne, potem ugotovimo, da Slovenija praktično po celotnem spektru zaostaja po produktivnosti. Če povem drugače, v Sloveniji niti ene panoge, kjer bi produktivnost v tej panogi dosegala povprečje Evropske unije, kaj šele, da bi se lahko primerjali s tistimi državami, ki so najbolj uspešne. Vse to skupaj potem rezultira v padcu realnih oziroma v povečanju realnih stroškov dela na enoto proizvoda. Tukaj lahko vidite, da na tej levi strani slike, nekje do leta 2008 je Slovenija beležila relativno dobro rezultate, realni stroški dela so se zmanjševali, bolj kot v povprečju celotne evrske skupine oziroma celotnega evrskega območja, razmere pa so se z izbruhom krize močno spremenile. Delno zaradi našega dodatnega padca produktivnosti, delno pa zaradi gibanja na področju plač, predvsem plač v javnem sektorju, so začeli realni stroški dela v Sloveniji močno presegati tiste v povprečju Evropske unije in sedaj v zadnjih 3 četrtletjih, za katera so na voljo podatki, se situacija sicer nekoliko izboljša, ti realni stroški so se pričeli zmanjševati, vendar, če se primerjamo s povprečjem Evropske unije, se zmanjšujejo počasneje kot v drugih državah. Kar z drugimi besedami pomeni, da kljub temu, da smo ključno odvisni od izvoza, da povečujemo stroške na enoto tega, kar izvozimo in izgubljamo našo konkurenčnost oziroma naše tržne deleže, kar je razvidno iz te slike, kjer je prav tako mogoče potegniti črto ločnico med obdobjem pred krizo, ko je Slovenija na svetovnih trgih povečevala svoje tržne deleže, precej bolj, kot je to uspelo v povprečju oziroma Evropski uniji, sedaj v letu 2009 oziroma v prvi polovici leta 2010 pa je ta delež pričel močno padati.
Torej, zaradi teh gibanj v zaostanka pri produktivnosti, zaradi naraščanja stroškov dela, Slovenija izgublja svoje tržne deleže na svetovnem trgu. In če imamo v mislih, da znaša izvoz, če ga primerjamo s celotnim bruto domačim proizvodom, približno 70%, potem je zelo jasno, da so takšne gibanja zelo neugodna za nadaljnji razvoj izvoza in potem potencialno slovenskega okrevanja. Naslednja stvar, ki bi se dotaknil, so kazalniki na trgu dela. Tukaj se je brezposelnost oziroma število registriranih brezposelnih povečalo v vseh segmentih, vseh starostnih skupinah, tako pri tistih na segmentu mladih do 30 let, kot v tem srednjem obdobju od 30 do 50 let in pa tudi pri starejših. Tukaj bi rad izpostavil dva problema, s katerimi se sooča Slovenija oziroma problema, s katerimi se sooča celotna Evropska unija, vendar so v Sloveniji ti problemi nekoliko potencirani. Na eni strani imamo probleme pri delovni aktivnosti starejših, torej tistih nad 50 let, ta delovna aktivnost je med najnižjimi v Evropski uniji. Na drugi strani pa imamo tudi problem na tem segmentu delovne sile, ki se nanaša na mlado populacijo. Tukaj lahko vidite, da je Slovenija v samem vrhu glede deleža začasnih zaposlitev mladih. Seveda pa se moramo tukaj zavedati, da ta podatek vsebuje tudi študentsko delo. Če bi izključili iz te mednarodne primerjave študentsko delo, ki je v takšni obliki, kot ga imamo sedaj, precej specifično za celotni evropski prostor, potem bi bila ta številka precej bliže oziroma bi bila na samem povprečju Evropske unije, torej nekje na ravni 42%. Na trgu dela imamo poleg te segmentacije oziroma velike izpostavljenosti mladih na eni strani in relativno slabih rezultatov pri starejših, na drugi strani tudi problem z izobrazbo. Če primerjamo te vhodne podatke, koliko ljudi se vpiše v visoko izobraževanje, potem je Slovenija tukaj med vodilnimi državami, beleži zelo dobre rezultate, vendar pa žal, če se potem postavimo na konec študija in pogledamo, kakšen je pa delež prebivalcev, ki konča ta študij, oziroma kakšno je splošen delež prebivalstva v obdobju od 25 do 64 let s terciarno izobrazbo, potem pa tukaj Slovenija zaostaja za povprečjem Evropske unije, še bolj izrazito pa je zaostajanje z nekaterimi državami, ki so tukaj podane kot benchmark, naprimer na tej prosojnici je predstavljena Finska, kot vidite, je delež skoraj za polovico manjši v Sloveniji, če se primerjamo s Finsko kot državo, ki je v preteklih letih dosegla nekatere vidne rezultate na področju svoje mednarodne konkurenčnosti. Tretji segment, ki v tem trenutku zavira hitrejše okrevanje v Sloveniji, poleg pravkar omenjenega trga dela in pa teh gibanj v realnem sektorju gospodarstva, so težave, s katerimi se soočamo na finančnih trgih oziroma celotni fiskalni ustroj v Sloveniji. Obremenitev z davki in prispevki je namreč v Sloveniji relativno visoka, čeprav tukaj je treba poudariti, da je nekoliko nižja od povprečja Evropske unije, vendar če pa potem pogledamo, kakšna je ta struktura posameznih davkov, potem ugotovimo, da je v Sloveniji delež davkov na delo višji od povprečja Evropske unije, naprimer od tistih držav, ki imajo najnižjo obremenitev, je večji za približno 20 odstotnih točk. Večji so tudi davki na potrošnjo, pri davku na kapitalu pa smo nekoliko nižji. Zdaj v ozadju te visoke obremenitve z davki oziroma z prispevki, so predvsem prispevki, socialni prispevki. V Sloveniji imamo dokaj specifičen sistem oziroma sistem, ki je drugačen od nekaterih uspešnejših držav, ko socialni prispevki niso omejeni za višino dohodka, ampak se samo proporcionalno večajo, kar je vidno na tej sliki, kako ta davčni primež narašča od 67% povprečne plače, potem do povprečne plače 167, na koncu pri 300% povprečne plače je ta davčni primež nam v bistvu pobere več kot polovico vsega bruto dohodka. Ne? In tukaj, če je sama stopnja nekje na začetku lestvice na levi strani še primerljiva z ostalimi državami, potem začnemo izgubljati oziroma začnemo močno zaostajati, ko se pomikamo proti višjim dohodkom oziroma proti tistim dohodkom, ki nekako sovpadajo z zaposlenimi, ki ustvarjajo največjo dodano vrednost, ki so produktivni in ki v bistvu največ prispevajo k okrevanju slovenskega gospodarstva v tem trenutku. In to je tisti glavni problem. Samo povprečje mogoče ni toliko problematično pa postane, ko se premaknemo proti ljudem, ki so
ki so visoko izobraženi, ki zasedajo delovna mesta, ki ustvarjajo relativno visoko dodano vrednost. Toliko na kratko o tem pregledu dejavnikov, ki so značilni za Slovenijo. Sedaj bi pa še na kratko predstavil, kaj se dogaja z mednarodnimi primerjavami konkurenčnosti Slovenije. Tukaj na tem zbirni tabeli so predstavljene tri ključne mednarodne primerjave, WEF, AMD in pa Doing Business. Te številke, ki so pred oklepaji, kažejo uvrstitev Slovenije, v oklepaju pa so številke, ki pa predstavlja, koliko držav je vključenih v to anketo. In kot lahko vidite, je Slovenija v zadnjem letu oziroma po zadnjih podatkih, ki so na voljo, nazadovala praktično oziroma stagnirala praktično po vseh teh mednarodnih primerjavah. Po primerjavi WEF je močno poslabšala svoj položaj, po primerjavi AMD smo praktično na koncu lestvice med 58 državami, ki so zajete v anketo, se je Slovenija uvrstila na 52. mesto in pa potem po anketi Doing Business se je praktično situacija poslabšala oziroma ostala ista, kot je bila v letu 2011. Če pogledamo, kaj je v ozadju teh dejavnikov, kateri so tista področja, kjer Slovenija dosega nekako najslabše rezultate, potem je tu, če lahko naslednjo, prosim. Potem tukaj izstopa področje registracije nepremičnin, ker smo se sicer, ker so se razmere sicer v letu 2011 nekoliko izboljšale, vendar sama ta uvrstitev, da je pred Slovenijo več kot približno 100 držav, zbuja res veliko skrb. Podobno slabo je ocenjen tudi ta finančni segment, dostop do sredstev, namreč pridobivanje sredstev za poslovanje, je Slovenija že poslabšala, že relativno slabo uvrstitev in je po zadnjih rezultatih na 116. mestu. Potem, kot vidite, izstopajo tudi nekatera druga področja, kot so plačevanje davkov, čezmejno poslovanje. Kar je pa ključno sporočilo, pa je to, da se praktično pri nobenem kazalcu Slovenije ne uvršča med boljše države. Torej, če na kratko povzamem, ta segment domačih kazalnikov, ki meri našo zmožnost tekmovanja z drugimi državami na evropskem in pa svetovnem trgu, se je z izbruhom krize močno poslabšal, lahko celo rečemo, da je prišlo do nekega strukturnega preloma, potem ko je Slovenija počasi izboljševala svoje kazalce v obdobju pred krizo, ta kriza pomeni močan zasuk pogojev poslovanja v Sloveniji in večina kazalcev se je poslabšala, kar potem na drugi strani so zaznale tudi mednarodne ankete, te primerjave, kjer Slovenija postopno izgubila svoj položaj. In zaradi teh ključnih mest, ključnih točk, kjer rezultati niso takšni, kot bi si želeli, je vlada oziroma služba vlade za evropske zadeve na razvoju v sodelovanju z nami in se potem na koncu v sodelovanju s vsemi ministrstvi pripravili nekatere ukrepe, ki bi naj naslovili ravno ta področja, ki se v tem trenutku zdijo najbolj kritična in poskušala stabilizirati oziroma obrniti te trende, ki se kažejo kot zelo neugodni v zadnjem letu in pol. Hvala.